Lep pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci iz sončnega Limbuša, kjer je pred nami obračun med ekipama domačih Marles Hiš in pa gostujočega nogometnega kluba Malečnik. Glavni sodnik danes je Armando Šorli, pomagala pa mu bosta Vitko Karmel in Adam Bezjak, medtem ko je po velikanski napaki vratarja Blaža Jagodiča Vito Gorza prišel do zadetka že v drugi minuti tekme. Ali se bo odločil za strel? Ne, lepo je našel Dobaja, spodajo Dobaj strelja, Jagodič brani, Gorza je prišel do žoge v kazenskem prostoru, strel Dobaja in 2-0 v 14. minuti. Svoj drugi gol v tej sezoni je zdaj zabil Blaž Dobaj z glavo, lepo je Karič začel akcijo. Kušnik in Štrukelj kombinirata, lepa dvojna podaja do strela, je prišel Kušnik. Po desni napada zdaj domači preko Ribiča, Ribič se je znašel pred golom in tudi zadev. Odlično se je znašel tam Vanja Ribič, ki je v 21. minuti znižal prednost za Malečnik. Še enkrat izvrstno Ribič, Ribič podal v sredino, kjer je Štrukelj. Kušnik z odlično podajo v sredino, Nerad je bil tam, žoga se je zdaj odbijala. Ponovno je Kušnik zadolžen za izvedbo kota. Lepo je podal tokrat na prvo vratnico, kjer je bil Emberuš, do strela je potem prišel še enkrat. Ja, prav Matic Emberuš, ki je zdaj v 38. minuti poskrbel za izenačenje. Karič. Mojstersko je Amir Karič izvedel prosti strel v 49. minuti in ponavlja se zgodba iz prvega polčasa. Polovico domačih, kjer je spodesnil Daniloviću, Besić se je znašel sam pred vrati. Besić lepo do vtekajočega Ulbina, ki se je znašel iz oči v oči z vratarjem Jagodičem. Do žoge je prišel Gorza na desni strani. Gorza z odličnim predložkom, sam se je znašel pred vrati. Pa Jagodič. Nekoliko tvegano, žogo so domači izgubili, tu je Dobaj. Dobaj strelja. Prodira Fanil poskuša, žoga je končal pri Dobaju, ki si jo je lepo nastavil na levo nogo, zadev pa je okvir vrat. Gorza, spet je pri žogi Dobaj. Dobaj mimo Miljatovića. Lepa podaja, Gorza je tam. In nov zadetek za Vita Gorzo. V 81. minuti, torej 4-2. Videli pa bomo, ali je lahko rezultat še višji. Bračko poda v sredino. Fanil je prišel do strela odaleč. Presenetil vratarja Jagodiča in v sodniškem dodatku tekme poskrbel za končni izid 5-2. Zelo dobro smo odprli tekmo, povedli 2-0, pol pa smo padli neko, bom rekel, črno luknjo, ko nismo več vedeli, kaj naj narediti z žogo. Dobili 2 hitra gola, malo po nesreči, ampak mislim, da smo drugi polčas spet pokazali pravi obraz. Težka tekma, pozna se nam odsotnost številnih poškodovanih igralcev ali kako drugače odsotnih igralcev. V drugem polčasu nismo več mogli dostojno parirati s tekom, z borbo smo nekaj poskušali, ampak žal ni šlo.